Danes v Pomurskem dnevniku. Izjemna zmaga Mure. Deaktivacija bomb v Mariboru. 10 let od arbitraže. Manj svečk za manj grobov. Vreme, jutri oblačno in deževno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Nogometaši Mure so v 16. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Olimpijo s 3:1. Čeprav so bili črno-beli v uvodu tekme povsem podrejenem položaju, so predvsem v drugem polčasu pokazali svoj pravi obraz in zasluženo prišli do velike zmage, ter ostali neporaženi že na 8. tekmi zapovrstjo. Prvi polčas, ki se je končal brez zadetkov, so bolje začeli Ljubljančani. Drugi polčas je bolje odprla Mura. Vemo, da je Olimpija zelo kvalitetna ekipa, ampak mi verjamemo vase, zato smo se pripravili kot na vsako drugo tekmo in 3 točke so ostale fazanrije. Pohvalil bi pa tudi vse navijače, ki so danes tu zbrali, ker pred takimi navijači je res lepo igrati. In res, domači navijači so v južnoameriškem ali silvestrskem slogu poskrbeli tudi za pravi, več kot 5-minutni ognjemet, kar je poneslo tako navijače kot domačo ekipo. Mura je povedla v 65. minuti, ko je Luka Šušnjara z leve strani podal pred vrata, Amadej Maroša pa je s prefinjenim strelom z glavo matiral Nejca Vidmarja. Prva šansa in na srečo smo jo realizirali, potem je bilo vse lažje in vsaka akcija nam je stekla zelo lepo. V 70. minuti pa nov šok za Olimpijo. Po podaji z desne strani v kazenski prostor je Vidmar poletel v prazno, žoga pa je nato zadela Samaradžića in končala v mreži. Enostavno, stvar je bila samo v tem, da smo mi bolj gosti, da smo pokrili te medprostore, katere oni imajo. Olimpija je definitivno prišla ven drugačna, pomeni mogoče malo z mislijo, da bo malo lažje, glede na prvi polčas. Ampak mi smo zaprli tiste stvari, katere počnejo odlično. Vzeli smo jim prostor, ki ga imajo, tako da smo si želeli točno to, kar smo jih pripeljali in potem prišli od tega, kar smo želeli. Po razboljivem sredinem četrtfinalu Pokala Slovenije je imel Šimundža težko nalogo pred tekmo z Olimpijo. Ni bilo lahko, enostavno čustven moment po tako težko prigaranem polfinalu proti Domžalam, proti odličnim Domžalam, je čustven moment zelo pomemben. Igralci so to dobro eliminirali, pokazali pravi karakter, meni pokazali pravo smer, da so preklopili v bistvu v enem dnevu iz pokala na prvenstvo in iz tega stališča smo bili odlični. Piko na i domači zmagi je v 79. minuti postavil Matic Maruško, ki je z glavo unovčil podajo z desne strani. Mura bo sicer v 17. krogu v nedeljo gostila Aluminij, Olimpija pa Sežanski Tabor. Pirotehniki državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva so uspešno nasposobili prvo, in sicer 250 kg težko neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne, ter drugo, kar 500 kg težko bombo. V Mariboru se je evakuacija ljudi zaradi odstranjevanja letalske bombe iz druge svetovne vojne začela že ob 8. uri zjutraj. Izvedli so začasno evakuacijo prebivalstva na območju 300 oziroma 600 metrov okoli najdbe. Ob 12. uri je bila sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost. Situacija v nedeljo se je razlikovala od tiste četrtkove. Postopek ostaja skrivnost, ker v tem postopku se ne govori, zadevo smo odvili s posebnim orodjem, ki ga nam je tukaj poveljnik zrisal. Mi smo to orodje potem naredili in s posebnim orodjem smo potem to odvili. Je bila pa tukaj zadeva malo drugačna, ker bomba, kakor vidite, je bila poškodovana in je bilo kar malo več truda in napora bilo potrebnega, da se je to pač odvilo in izšlo tako, kot vidite danes. Tukaj imate zadnjo stran, se pravi, ta stran je bila že odprej poškodovana. Zdaj, seveda, mi smo se morali lotiti prvega dela, ki pa je bil tudi nekoliko poškodovan in seveda oteženo samo odvijanje in pa odstranjevanje vžigalnic. Gre za zelo odgovorno delo, saj se morajo držati strogih postopkov. To sredstvo gre zdaj na začasno skladiščenje, potem bo v roku 3 mesecev uničeno. Uničeno s sežigom
In če bom dobil dovoljenje, boste videli tisti posnetek, ki ste ga gledali zdaj, ki smo ga dali, da vidite, kako izgleda sežig, boste imeli prav to bombo, kako bo gorela. Ob deaktivaciji je poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi poudaril, da gre zahvala vsem Mariborčanom. Prvo se moram zahvaliti vsem Mariborčanom, ki so res upoštevali navodila, se pravi pristojnih služb, ki so organizirala evakuacijo. Če tega ne bi bilo, bi mi še zdaj čakali tle. Tu je, moram samo lahko reči Mariborčani, hvala in še enkrat hvala. Vse bolj pa postaja jasno, da skoraj zagotovo ne gre za zadnji taki najdbi. Maribor je bil med drugo svetovno vojno eno izmed najbolj bombardiranih mest na območju takratne Jugoslavije. 200. To je število neeksplodiranih bomb, ki se še vedno skrivajo na območju Maribora. Danes mineva 10 let od podpisa arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško. Sporazum sta 4. novembra 2009 v Štokholmu podpisala takratna premierja Borut Pahor in Jadranka Kosor. Omogočil naj bi dokončno določitev meje, ki je bila stalen vir incidentov, a po izstopu Hrvaške iz arbitražnega procesa so se odnosi samo še poslabšali. S sporazumom sta se državi dogovorili za ustanovitev 5-članskega arbitražnega sodišča, ki bo dokončno in zavezujoče razsodilo o meji med državama. Sporazum je omogočil tudi sprostitev slovenske blokade v hrvaških pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo in posledično vstop Hrvaške v povezavo leta 2013. Hrvaška je zaradi, kot so utemeljili, nepovratne kompromitiranosti iz arbitražnega procesa enostransko izstopila leta 2015 po prisluškovalni aferi. Konec junija 2017 je sodišče razsodbo tudi izdalo. Slovenija je tako 30. decembra 2017 začela uresničevati arbitražno razsodbo, s katero sta državi prvič dobili mejo na morju. Hrvaška pa je ne priznava in se zavzema za nove dvostranske pogovore. Slovenija pogovore zavrača in se je pripravljena pogovarjati le o implementaciji sodbe. Slovenija je lani zaradi kršenja evropskega prava kot posledice neizvajanja arbitražne razsodbe proti Hrvaški vložila tudi tožbo pred sodiščem Evropske unije. Tako kot v preteklosti, odprto vprašanje meje s Hrvaško ostaja tudi arbitraža vir občasnih političnih trenj v Sloveniji. V ekološko-humanitarni akciji Manj sveč za manj grobov so do zdaj zbrali 54.226 evrov. Zbiranje sredstev prek SMS sporočil pa še poteka. Zbrana sredstva bodo namenjena kritju stroškov zdravljenja, nakupu zdravstvene opreme, kompletov prve pomoči in za reševanje v poplavah ter z višin, so sporočili iz Fundacije Svečka. Projekt temelji na spoštovanju tradicije, da se našim pokojnim dostojno poklonimo. Nič ni narobe, če zanje prižgemo svečo, če na grob položimo cvetje in se jih spomnimo na ta način. Nič pa tudi ni narobe, če namesto 15 kupimo 14 sveč in kakšen evro namenimo za reševanje življenj, je v sporočilu zapisal vodja akcije. Gre za trajnostno akcijo, kjer se na grob namesto sveče položi zastavico. Sredstva, ki bi jih namenili nakupu sveč, pa namenijo v dobrodelne namene. Do zdaj zbrana sredstva so večinoma darovali obiskovalci pokopališč na stojnicah. Do konca tedna bodo zbirali donacije prek SMS sporočil, fundacija pa tudi še prejema donacije organizacij. V dobrodelni akciji je sodelovalo 140 organizacij in več kot 500 prostovoljcev. Stojnico so letos postavili tudi v Murski Soboti. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o spremembah pri kreditiranju, ki razburjajo javnost. Na Sobotainfo tako preverite, ali boste še prišli do kredita, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo oblačno in deževno, dopoldne bodo še možne nevihte, krajevno bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Kakšno vreme nas čakajo v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 11, v Murski Soboti in Radencih 13 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo oblačno in deževno, dopoldne bodo še možne nevihte, krajevno bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju predvsem dopoldne jugo. Zvečer bo dež večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti 8 in Mariboru 10, čez dan pa bodo termometri pokazali 14 stopinj Celzija. V sredo bo na vzhodu deloma sončno in po večini suho vreme. Drugod bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Malo hladneje bo. V četrtek bo nekoliko več sončnega vremena, nastale bodo posamezne plohe. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 5 in 8, dnevne pa med 12 in 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.